vse poti vodijo v Rim, pravijo, in v društvu vse poti vodijo k predsedniku in podpredsedniku, in ker vse poti vodijo sem. Vse vodijo od Mihajla naprej. Ne, jaz sem tle samo v službi, jaz samo služim, ne, ampak tukaj smo skupaj. Jaz sem tudi pošel danes služiti. Eko. Više sile me. Tako da, Egidi, dobrodošel med nami. Mi dva smo, tako med tednom sva malo komunicirala, dogajajo se zanimive stvari. In sem jaz vprašal, če bi Egidi bil v programu, in sicer ni mogel odgovoriti, ker pač ni bil online. Je pa prišel povedati, in zdaj mu dam evo tukaj priložnost za vse nas, da nam pove, da nas opozori za neko novo stvar. Tako da ti kar predajam besedo, da ne bom preveč dolg. Izvoli, Egidi. Lepo pozdravljeni, blagoslovljeni vsi na Zoomu, pa na ostalih medijih, ki nas spremljate. Nujno sem mogel priti, ker so mi pred 2 dnevi na Gmail obvestili, da so mi zbrisali posnetek iz YouTubea, ker ni v skladu z zdravstvenimi njihovimi pravilniki, ki so jih sprejeli v času korone, to bo 2021. Jaz sem ta posnetek naložil oktobra 2017. Se pravi 4 leta pred njihovimi pravilniki. Naslov posnetka pa sploh nima nobene veze z zdravstvenimi napačnimi informacijami. Naslov posnetka je: Znamenje zveri je RFID čip. Jonathan Clegg Prerok. Ta posnetek sem šel jaz danes na zunanji disk iskat, ko sem že vmes računalnik formatiral, ga lahko naslednjič, če bo primerno, vam zavrtimo. Je to duhovne narave, ampak ti ljudje so vsi duhovno tako prebujeni od Svetega Duha, ki so dobili prave informacije, kako se spet povezati z Bogom. To pa je ponižnost, potrpežljivost in krotkost. To je ponovno rojstvo v duhu, kot je Jezus razlagal Nikodemu. In potem še dobra dela v skladu z Božjim duhom. To je tisto, kar je Jezus prišel povedati, in tega vam duhovniki ne povejo. Zato, ker niso v Božji službi, ampak v službi denarja. Se pravi, Jonathan Clegg Prerok je bil voden od nadangela Mihajla, ki ga je tudi rešil pred vladno mafijo, ki so mu ustregali po življenju. Jaz sem njega začel spremljati okrog 2011-13 in je tudi razkrinkal Vatikan. 3 posnetke sem jaz prevedel v zvezi z Vatikanom, v zvezi z vnovičnim rojstvom oziroma odrešitvijo po Jezusu. To 180 minut je tega. Ampak da se vrnem nazaj. Pripravlja se čipiranje ljudi. In to čipiranje bojo vnesli v cepljenje proti vsem tem boleznim oziroma virusom, ki jih mečejo dol, oziroma zastrupitvam in ostalimi zadevami, ki jih špricajo dol z avionov. Torej, oni brišejo dokaze sledi, da bojo izvedeli novi rodomor, zločin. Znamenje zveri je pa v razodetju. In to nam je povedal strokovnjak, ki je ta čip razvil, v katerem sem jaz že predaval pred 2 leti, dr. Sanders, ki je delal za FBI in CIA, so razvijali čip, sodelovali so Boston Electronics, General Electric, Motorola in še ena firma računalniška. Imel je 100 strokovnjakov, doktorjev, in on je bil glavni. In njega je potem Božji duh začel voditi: poslušaj, ti si naredil znamenje zveri. On je bil veren, ampak potem je začel brati te zadeve in je prišel do razodetja. Tako da vse vam že naprej povemo, kaj se bo pripravljalo. In zdaj je tudi Mihajl z vso strajnostjo ven dokazal, da je bilo vse nezakonito, da ni bil on nor, ker je glasno govoril, ker je tudi njega vodi Božji duh. In zdaj vam naprej povemo, da bojo ljudi probali čipirati z cepivom proti vsemi temi boleznimi, ker država se zapirajo dol. Na avstrijski meji je poln vojske. Od mojega prijatelja sem zvedel, država se zapira dol z izgovorom, da hodijo turisti domov. Vsak čas bo vojna z Rusijo in s Kitajci. Amerika nujno rabi vojno, ker Trump ne smejo dovolj, da pride gor. Čipiranje je pa zadnja stopnja, ko vam odvzamejo svobodno voljo. To je pa konec vaših misli, sploh pa povezovanje z Božjim duhom. Še enkrat, da se povežete z Božjim duhom, da boste imeli Božje vodstvo. Ne rabite iti v gost, ki sem rekel, pa se vprašajte, kaj je vaše poslanstvo. Bodite ponižni, bodite krotki,
Bodite potrpežljivi pri učenju, ker ne veste, kaj vas bo Bog še naučil. Predvsem pa bodite pošteni do vseh ljudi. Takrat vas bo Bog ščitil in vas bo opozarjal na vse nevarnosti in vas tudi vodil. Nov svetovni red se implementira po celem svetu in zadnja faza je, da vam vzamejo svobodno voljo preko čipov, ki je 100-krat močnejši od vaših misli. Že če imaš radio prižgan, ne boš slišal Božjega duha. Ker toga, ne da ga slišiš, misel ti pride. Pri meni pride misel. In ta misel je Božji duh in pol ti grejo kocine po koncu in to je potrditev, da je zraven prisotnost Božjega duha. Se pravi, evo na kratko, brišejo sledi za naslednji največji genocid krajev duš z čipi, ki jih morajo staviti med kazalec in palec, ker je tukaj največja sprememba temperature ali načelo, ko mama preveri, če ima otrok vročino, ker je litijeva baterija in se polni na sistem nihanja temperature gor in dol. In posledice vzetja tega čipa si pa preberite v razodetju 16 čaše Božjega srda, kako se bo vaše življenje tragično zaključilo. Evo, dajte to deliti, ker samo zato sem prišel danes v Ljubljano po enem letu pa pol, ker je pred vrati, da vam ukradejo dušo. Če ne verjamete v to. Je pač, sem vam povedal. Blagoslov z vami, se bomo videli po priložnosti, ker se zadeve stopnjujejo in so skozi bolj nevarne. Je treba biti v Božjem stiku. Hvala, Mihael. Egidi, srčna hvala za to sporočilo. Upam, da ste slišali. Duhovniki tega ne znamo narediti. Dejansko ne, zaradi tega, ker so nas učili tako, kot učijo v upravnih šolah, ustave ne učijo. Nas na teologiji tudi niso učili duha, ampak so nas učili vse kaj drugega. Še dodatek imam k temu, ko sem skoraj pozabil. Jaz sem letos prebral, zvočno posnel našega preroka, ki mu je Jezus 1840 do 1864 leta vsak dan v misli podajal, kaj je on v življenju počel, plus še ostale zadeve. Se pravi, cel njegov življenjepis je podrobno povedal o Jakobu Lorberju, ki se je rodil pri Mariboru, je Renina, tam je hodil v šolo. In imamo knjigo Jezusova mladost, ki jo nikjer ne boste dobili, samo Jakob Lorber je dobil to. 3 dni v templu, kaj je počel 3 dni v templu in zakaj je bil pol 18 let tih, ker mu je glavni duhovnik rekel, da je njihova dolžnost, da takega Belcebabovega otroka priganjajo na smrt in ga je seveda nazareški duhovnik skozi spremljal, če dela otrokošne čudeže, zato se je potuhnil. In potem še vse 3-letno delovanje v razširjeni izdaji, takale knjiga, 4500 strani, ampak tega pa res ne rabite brati. Preberite si Jezusom, poslušajte Jezusovo mladost, 3 dni v templu, vse te zvočne posnetke ima Mihael, USB ključek 16 GB je dovolj, ga prineste, pa boste dobili te posnetke. Vse sem si presnel zaenkrat, ti vračam ključek, srčna hvala. Od 3-letno delovanje podrobno razloženo, 10-100-krat več kot v Svetem pismu. Rdeča nit teh 4500 strani je ponovno rojstvo duha, ponižnost, potrpežljivost, krotkost in dobra dela, ker vera brez del je mrtva. Evo to še, imate darilo pri Mihaelu, kdor želi vedeti, kaj je Jezus delal v mladosti, pa kaj je delal 3 dni v templu. Drugje tega ni. Knjig več ne tiska avra, zato sem jaz dal to v zvočni posnetek, da bomo imeli. Dajte mi kakšen pod vprašanje. Jaz pač zelo zgoščeno govorim, pa se pripravljam včasih tudi pol leta na te stvari. Sem vam veliko stvari povedal, pa naj se zdaj upogumi, pa mi da kakšno pod vprašanje. Imamo 3 minutke lahko, da vam malo pojasnim, kje te informacije jaz dobivam že dolg časa. Ja. Kar pogumno, se ne grizemo. Nekaj prekinja, je tukaj Maja pripomnila, a je verjetno internetna povezava slaba ali kaj takšnega? Jaz bi rada vprašala, kdo je ta gospod, jaz ga ne poznam. A jaz? Ja. Egidi Kozjek sem, podpredsednik. Tako ste se spremenil, ja, Matonca. Da si pa mlad, kot frajer. Lepo. Evo, res. Ja, malo sem se spremenil, ja. Ja. Evo, zdaj si čist mlad.
Daš pa res kjera dubo, boš videl. Kaj ste rekla? Da boš še kjera dubo. Se sem jo že, zato sem pa mlad zdaj. Da nekaj diši po temu. Ja, super. Ja. Če pride prava duša, pol se zadeve začnejo Ja, postavljati res je na pravo tako. stvar. Ljudje pol Na pravi dobijo noge. tudi energijo in to, kar rabimo. Ja, Ja, lepo, hvala ti. malenkost.